Živijo, ul tukaj, vi gledate slova na easy. Jaz tukaj razlagam slova na najbolj easy način, possible, to je bilo malo angleščine. Govorili bomo o časovnem stroju. Škoda, ker res ne bomo. Govorili bomo o dobri stari uri. Ok, zdajle bi skoraj padel. V glavnem, ne bomo govorili o tem, kako gledamo na uro, ampak kako pravilno zapišemo uro v povedi. Torej, saj vemo vsi, da če je tabela kazalec na 12, pa ta-mal kazalec na 6, je to pol ura 6, ne? Ampak kako to pravilno napišemo? Napišemo lahko. Torej, ura je 6.00, če bi imeli pa popoldne, bi pa napisali, ura je 18.00. Easy, to vsi vemo. Napišemo lahko tudi z besedo. Torej, ura je 18, ali pa ura je 6. Pika! Ne pozabiti na pike. V glavnem, lahko pa napišemo še, ne vem, če bi jaz rekel Rok, Vejca, pridi ob 6, ampak ne zjutraj. Bi dal takole, Rok, Vejca, pridi ob 6.00. Pika! Ne smemo dati uri, ne smemo dati ob 6.00 uri, brez uri. Ali pa Rok, to je pa ta prava cifra zdaj. Rok, Vejca, pridi ob 18.00 brez uri. Velikokrat vidim na povabilih ali pa na vabilih, da kdo napiše, ne vem, dobimo se ob 18.00 uri, brez uri, ne smemo imeti uri, prosim, poslušajte me. Pol imamo pa, pač vse to so trije primeri. Ta drug primer oziroma ta drug način je pa tale, da imamo s piko, torej ob 18 pika, torej ob 18 oziroma ob 18 uri, ali pa ob 6 pika, torej ob 6 uri. Ta način je tudi v bistvu kar velikokrat uporabljen. A vidite, tukaj pa je lahko uri samo zaradi tele pike, pa zaradi tega, ker ni nič. In če ta zadnji primer tukaj, se res, prej nadaljujemo, tegale lahko uporabljamo samo za polno uro, torej dokler tabela kazalec točno na 12, torej ob 6, 7, ne more biti 7 pa ne vem, 5 minut, rabi biti točno, 00. In če ta zadnji način je pa tale, z malim h-jem, ob 18, pol pa h, tako kot v bistvu pri potenciji. H, majhen h, pa ga damo v zgoren kot, ne? Ali pa ob 6 h, pa damo tudi majhen h gor. Ta h je v bistvu ob 18 h, ali pa ob 6 h. Ne vem, kaj sem jaz danes hulk ali kaj. Tukajle imam pa, ja. Zdaj imam pa tukajle še en primer. Če bi imeli, ne vem, 6.15, ne, bi napisali, pridi ob, ne vem, 6.15, koliko je tukajle, že spet, brez uri. Pika. Lahko bi pa, če bi uporabljali ta način, bi pa imeli 6, pol pa damo 15, isto k nekako potenco, damo 15, torej pridi ob 6.15. Vidite, zgori, majhna 15. Ja, zato sem tudi tukaj napisal mala številka ali pa pač h. Ampak h velja samo za polne ure, že spet, isto kot tukaj. Tukajle je že spet ono, ob 6.15 uri. Brez uri, samo ob 6.15, zato je ta prečrtan, ker si ne zasluži živeti. Oziroma rabi iti v zapor. In tukajle imamo pa še en poseben primer. Hodil sem 3 ure in 2 minuti. Zdaj pa. Logično je, da bi dali 3 ure, ne vem, in 2 minuti, in bi lahko noter dali tudi, ne? Ali pa da bi dali 3 ure, Vejca 2 minuti, ampak, in damo lahko, ampak Vejce ne, Vejce ne smemo dati, Vejca je x, ne smemo dati Vejce, ker to ni pravilno. Ali pa lahko bi imeli, jedel sem 1 uro, 2 minuti, bi dali brez Vejce, lahko bi dali in, ali pa brez vsega. Zdaj pa bomo šli v drugem delu filmčka, ki bom pa zdajle zrihtal tablo, ne? Bomo pa, ne vem, ko imajo trgovine čas obratovanja. Jaz sem manj tudi videl, da je trgovina delala od 7.13 zjutraj do 5.25 popoldne. Ja, to je bilo malo čuden. V glavnem, dajte mi zdajle malo čas, da zrihtam tablo, pa upam, da pol ne bom v drugem delu filmčka toliko zašel iz poti. Sem že nazaj, nadaljujemo. Sorry, ko sem vam prej rekel, dajte mi malo čas. Meni se malo rola, sem pozabil že na sklanjanje. Pravilno je, dajte mi malo časa. Kako sem jaz to pozabil, tudi ne vem. Ampak zdajle bomo šli skozi
ne vem, kako trgovine zapišejo odpiralni čas ali pa, ne vem, kako lahko vi napišete staršem, kdaj bo zabava trajala ali pa kaj takega. Začnimo kar s prvim. Od 6 pika, torej od 6. do 18. ure. Od 6. do 18. ure. Easy, ne? Ne pozabiti na pike. Pol imamo od 6h, torej od 6 do 18.00, od 6h do 18.00. Lahko bi pa dal, ne vem, od 6.00 do 18.00, lahko bi imeli tudi od 6h, torej od 6 do 18 in tako naprej, veliko kombinacija. Tretji je od 6.00 do 18.00, od 6.00 do 18.00. Tukaj tole bi pa običajno napisali delovni čas, dvopičje, pol pa imamo tako 6 minus 18, minus je v tem primeru do, torej od 6 pika, oziroma od 6 do 18. ure. Tukaj imamo pa tudi delovni čas, dvopičje, 6.00, torej 6.00 do 18.00. To so v bistvu dolgi pomišljaji, jaz jim bom rekel minusi, to so ta dolgi minusi, na normalnem ta dolg. Je pa tudi pomemben, da ne damo pred in za, v tem primeru ne damo pred in za pomišljaj presledka, ne damo ga. Zdaj pa, pojmo na hitrico skozi to, kar sem imel v prejšnjem modelu filmčka, da bomo utrdili znanje. Buf! Ok, kar pojmo. Torej, ura je 6.00, ura je 6.00. Pridi ob 6.00, pridi ob 6. Pridi ob 6. uri, z tega, kar je pika. Pridi ob 6h. Pridi ob 6.15. 15 malo, to je neke vrste potenca. Imamo pa tukaj še ta pomemben oziroma ta poseben primer. Jedel sem 1 uro, 1 minuto. Zdaj pa, ne smemo dati tukaj vejce. Lahko damo presledek, lahko damo in, samo ne smemo dati vejce. Torej, jedel sem 1 uro in 1 minuto, ali pa samo jedel sem 1 uro, 1 minuto. Evo, to je to. Če imate kakšne vprašanja, mi jih napišite na mail, ki bom dal spodaj v opis. Spodaj v opis bom dal tudi vse te primere. Jaz sem rabo veliko tipkati danes. V glavnem, jaz upam, da se boste vi lepo imeli. Če bi povedali prijatelju, bi bil vesel. Če bi, ne vem, všečkali ta video, jaz bi tudi vesel, ker mi ful pomaga in brezplačno. Če bi se pa naročili na YouTube kanal Slovenezi, jaz bi to kar vzklikal sreče. Jaz bi kar vzklikal. In ne skrbite, brezplačno je. Lepo se imejte, čau.